Nacionalno informacijsko središče za turizem je edinstveno podatkovno in informacijsko središče, v katerem združujemo lokalne in globalne podatke, relevantne za turizem, s ciljem osnovnih in naprednih analiz za podatkovno podprto odločanje. Središče omogoča spremljanje okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov turizma, s ciljem sprejemanja odločitev za učinkovit trajnostni razvoj, upravljanje in trženje slovenske turistične ponudbe. Ta video je namenjen predstavnikom vodilnih destinacij. V videu bo predstavljena osnovna uporaba vseh funkcionalnosti sistema. Za dostop do središča kliknite na gumb Vstopi. Nato izberite Na registracijo in izpolnite obrazec za registracijo. Vnesite svoje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov in geslo. Ko končate, izberite naslednji korak in nadaljujte z registracijo. V drugem koraku oddajte soglasje za obdelavo osebnih podatkov in se prijavite na prejemanje obvestil, če to želite. Nato kliknite na gumb Ustvari profil, da dokončate prijavo v središče. Na svoj e-poštni naslov boste prejeli potrditveno sporočilo. S klikom na povezavo Potrditev lahko aktivirate svoj uporabniški račun in pričnete z uporabo središča. Po uspešni prijavi se vam odpre glavni pogled, kjer lahko pridobite širši dostop do vsebin tako, da dodate organizacijo s klikom na gumb Dodaj organizacijo v stranskem meniju. Če ste del organizacije, izpolnite obrazec za pridružitev. Vnesite matično številko in e-naslov vaše organizacije. Nato dodajte še spletno stran podjetja. V polju Področje delovanja izberite ustrezno dejavnost, ki najbolje opisuje vašo organizacijo. Ko ste izpolnili vse podatke, kliknite na gumb Oddaj, da pošljete zahtevo za preverjanje. Po oddaji zahteve bo skrbnik središča preveril vpisane podatke in vam omogočil širši dostop do vsebin, o čemer boste obveščeni s potrditvenim sporočilom. Vrnimo se na glavni pogled, kjer lahko dostopate do vseh vsebin in orodij središča. Na levi strani zaslona je glavni meni. Tu lahko dostopate do pregleda, bližnjic, seznama kazalnikov, turističnega indeksa in ZSST modula. Na dnu menija najdete kontaktne informacije, povezavo do video navodil in do pogostih vprašanj. Na vrhu zaslona se nahaja orodna vrstica z gumbom za iskanje vsebin ter gumbom za dostop do vašega profila. V profilu lahko enostavno uredite svoje podatke, spremenite geslo in upravljate nastavitve piškotkov. Na strani Pregled so zbrani ključni podatki, kot so prihodi in prenočitve, povprečna doba bivanja in drugi podatki. Podatke si lahko ogledate tudi na nacionalni ravni. Ob vsakem podatku je prikazana sprememba v primerjavi s prejšnjim letom ter vrednost prejšnjega obdobja. Če primerjave ne želite prikazati, jo lahko izklopite z gumbom na desni strani. Če vas zanima več, lahko pri vsakem podatku s klikom na ikono odprete pojavno okno, kjer so prikazane informacije o viru podatka. Na pregledu so predstavljeni tudi drugi podatki relevantni za turizem. Modul Osnovni kazalniki omogoča vpogled v ključne podatke za izbrano leto. Podatki so na voljo na letni ravni. Medtem ko modul Izbrani kazalniki prikazuje podatke, ki so najpomembnejši za vas in jih lahko izberete sami. Ti podatki so na voljo za različna obdobja. S klikom na gumb Izbrani kazalniki se odpre stran, kjer lahko izberete kazalnike, ki jih želite spremljati. Izberimo kazalnika število prenočitev in povprečna doba bivanja. Ko se vrnete na pregled, lahko spremljate podatke za različna obdobja,
zadnji teden, mesec, zadnji 3 mesece ali zadnjih 6 mesecev. S klikom na gumb lahko vklopite tudi primerjavo s prejšnjim letom. Prikazan je tudi turistični indeks na nacionalni ravni. Sestavlja ga 12 kompleksnih kazalnikov z okoljskega, družbenega in ekonomskega področja. Turistični indeks je celovit pokazatelj uspešnosti trajnostnega razvoja in uresničevanja strategije slovenskega turizma. Podrobnejše informacije so na voljo na podstrani turističnega indeksa. Na pregledu so prikazani tudi podatki zelene sheme slovenskega turizma na nacionalnem nivoju. Tu lahko vidite povprečno oceno vseh destinacij, ki so del ZSST in statistike posameznih znakov Slovenija Green. Za podrobnejše informacije lahko obiščete ZSST modul. Na pregledu lahko podatke filtrirate po letu in po skupinah občin s pomočjo filtrov na vrhu strani. Izberete lahko le eno skupino hkrati. Kot primer izberimo leto 2024 in vodilno destinacijo Bela krajina. Na pregledu so podatki sedaj prikazani za izbrano vodilno destinacijo. Izbrani filtri vplivajo tudi na podatke, ki so vključeni med osnovne kazalnike in izbrane kazalnike. Za podrobnejši vpogled v podatke lahko v stranskem meniju izberete seznam kazalnikov. Ti so razdeljeni na ekonomske, družbene in okoljske. Za primer si izberimo prihodi in prenočitve mesečno podrobno. S klikom se odpre vizualizacija s podatki, ki jih želite podrobneje preučiti. Če želite hitrejši dostop do določene vizualizacije, jo dodajte med priljubljene. To storite tako, da zavihek označite z zvezdico. Vse priljubljene vizualizacije se shranijo na strani bližnjice, do katere lahko dostopate preko stranskega menija. Če želite, da se bližnjica prikaže tudi na pregledu, označite to polje. Tako je vizualizacija dodana na pregled, kar omogoča, da lahko hitreje dostopamo do izbranih podatkov. Za boljše razumevanje uporabe središča si bomo sedaj ogledali nekaj vizualizacij, ki pokažejo ključne funkcionalnosti središča. Najprej si oglejmo vizualizacijo prihodi in prenočitve mesečno podrobno. Ko odprete stran z vizualizacijo, se najprej prikažejo navodila, ki vam pomagajo pri razumevanju podatkov in uporabi vizualizacije. Pri tej vizualizaciji lahko izbirate med prikazom prihodov ali pa prenočitev. Vse prikaze lahko filtrirate po občini in izbranem letu. S klikom na mesec na mesečnem grafu boste vse prikaze filtrirali tudi po mesecu. Prav tako lahko podatke filtrirate po trgih s klikom na trg na prikazu top 10 trgov. Dodatno se lahko z izbiro spola na grafu delež moški-ženske filtrira podatke na prikazu starostnih skupin ter z izbiro starostne skupine na grafu starostna skupina podatke na prikazu po spolih. Na levi strani so gumbi, s katerimi lahko menjate med prikazi s podatki po različnih skupinah občin. Na navodila se lahko kadarkoli vrnete s klikom na zavihek Navodila. Pod vsako vizualizacijo so navedeni tudi vsi viri podatkov. Vsaka navedba vira vključuje tudi obdobje, na katero se podatki nanašajo, povezave do izvornih podatkov ter datum zadnje objave podatkov. Ko zaprete navodila, se pri nekaterih vizualizacijah prikažejo posebna opozorila in opombe, ki so pomembne za pravilno razumevanje podatkov. V tem primeru opomba izpostavlja, da gre za seštevek mesečnih podatkov, ki se razlikuje od podatkov letne statistike, dostopnih v zavihku letno podrobno. Druga opomba pa opozarja, da so na teh grafih prikazani podatki za celotno Slovenijo, ne pa za posamezne občine.
Izbrana vizualizacija prikazuje podatke mesečne nastanitvene statistike. Na vizualizaciji si lahko ogledate podatke po skupinah občin, do katerih lahko dostopate z gumbi na levi strani. V tem videu si bomo ogledali podatke na nivoju vodilnih destinacij. Trenutno so prikazani podatki za destinacijo Laško. Na stolpčnem grafu so prikazani podatki po mesecih, na levi pa skupno število prihodov in prenočitev. Ločeno so prikazani še podatki za domače in tuje turiste. Zgoraj desno sta na voljo primerjavi s prejšnjim letom. Mesečne podatke si lahko ogledate tudi na črtnem grafu, ki omogoča lažje spremljanje trendov. Prikazani so tudi trgi z največ prihodi oziroma prenočitvami v izbranem obdobju in podatki po spolu in starostnih skupinah. Ko se z miško premaknete na posamezen stolpec, se prikažejo podatki za izbran mesec oziroma trg. Za vsak trg so prikazani tudi podatki glede na prejšnje leto ter delež med vsemi trgi. Pri vzetu so prikazani prihodi turistov, z gumboma na vrhu pa lahko kadarkoli preklapljate na podatke o prenočitvah in nazaj. Podatke na vizualizaciji je mogoče filtrirati po vodilnih destinacijah in po letih. V filtrih je možno izbrati več destinacij hkrati in posamezno leto. Če želite počistiti izbiro destinacije, to storite s klikom na ikono radirke. Za primer izberimo Čatež in Posavje in leto 2024. Če vas zanimajo podatki za posamezen mesec, kot na primer za februar, kliknite na posamezen stolpec. Vsi grafi in elementi se bodo samodejno posodobili in prikazali podatke za februar. Izbor lahko ponastavite tako, da kliknete v prazen prostor grafa. Če želite primerjati vodilne destinacije, jih lahko v filtru s tipko Control izberete več hkrati. Izberimo na primer še destinacijo Brda. V poljih s podatki o prihodih, prenočitvah, domačih in tujih turistih ter spremembah glede na prejšnje leto se prikaže skupna vrednost za obe destinaciji. Na grafih se prikažeta ločena stolpca za Brda in Čatež in Posavje, kar omogoča enostavno primerjavo. Če si želite ogledati podatke v obliki tabele, v zgornjem desnem kotu grafa poiščite ikono za več možnosti in izberite Prikaži kot tabelo. S klikom na gumb se nato vrnete nazaj na vizualizacijo. Podatke grafov lahko tudi izvozite. To storite tako, da v meniju z več možnostmi izberete Izvozi podatke. S klikom na gumb Izvozi se na vaš računalnik naloži Excel datoteka s podatki, ki jih lahko uporabite za nadaljnje analize. V filtru lahko vodilne destinacije izberete tudi z uporabo iskalnega polja. Izberimo Dobrno. Na grafu vidimo, da podatki za 4 mesece manjkajo. Razlago najdete v opombi ob grafu. Kot opozarja opomba, podatki lahko niso na voljo ali pa so statistično zaupni. To lahko preverite tudi tako, da kliknete na posamezen mesec. Na ostalih prikazih se izpišejo podobna obvestila. Nekaj informacij o statistični zaupnosti lahko najdete tudi v tabelaričnem prikazu, kjer je razvidno, da so podatki za 4 mesece zaupni. Na mesečnem grafu lahko z uporabo tipke Control izberete tudi več mesecev hkrati. Izberimo na primer 3 poletne mesece, junij, julij in avgust. Vsi prikazi in izpisna polja se zdaj posodobijo tako, da prikazujejo število prihodov za izbrane mesece, spremembe pa so prikazane glede na enako obdobje v prejšnjem letu. V primeru, da vas zanima, koliko je bilo prihodov italijanskih turistov v poletnih mesecih, lahko z uporabo tipke Control dodatno izberete še trg. Na ta način se vam na levi strani izpiše število prihodov in prenočitev
za italijanske turiste v poletnih mesecih. Na vsaki vizualizaciji so na voljo tudi gumbi s povezavami do metodoloških pojasnil, kjer so podrobneje razložene uporabljene metode in morebitna opozorila. Desno pod vsako vizualizacijo se nahaja gumb za izvoz celotne vizualizacije v PDF obliki. Pri izvozu se upoštevajo vsi trenutno izbrani filtri in prikazi, zato bo vsebina datoteke enaka pogledu, ki ga imate na zaslonu. Sedaj si oglejmo še kakšen drug primer vizualizacije. Ko se želite premakniti na drugo vizualizacijo, se pomaknite v stranski meni in izberite naslednjo vizualizacijo. V stranskem meniju poiščimo vizualizacijo Tržni profil. Tržni profil na enem mestu združuje različne podatke o turistih posameznega trga. Določeni podatki so na voljo tudi na ravni posamezne občine, vodilne destinacije ali ZSST destinacije. Kot primer si poglejmo tržni profil avstrijskega turista za vodilno destinacijo Bela krajina za leto 2024. Na začetku so prikazani osnovni podatki o prihodih in prenočitvah turistov, primerjave s prejšnjim letom in pomen izbranega trga. Poleg samih številk je prikazano tudi gibanje avstrijskih turistov po letih in mesecih ter povprečna doba bivanja v Beli krajini ter primerjava s podatki za celotno Slovenijo. Za razlago prikazu si lahko pomagate z opombami na grafih, ki vsebujejo dodatna pojasnila. V drugem delu se podatki ne nanašajo več na destinacijo, ampak so prikazani na ravni Slovenije. Na tortnih diagramih je prikazan delež prenočitev avstrijskih turistov po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih obratov za leto 2024. V tabeli so prikazane občine znotraj vodilne destinacije z najvišjim številom prihodov oziroma prenočitev. Na voljo so tudi podatki o prihodih in prenočitvah avstrijskih turistov po spolu in po starostnih skupinah. V zadnjem delu tržnega profila so za izbrane trge prikazani podatki, ki izhajajo iz projekta Evropske potovalne komisije, ki s pomočjo anketnega vprašalnika zbirajo podatke o značilnostih potovanj turistov po Evropi. Ti podatki ponujajo vpogled v občutke, dejavnike in vedenjske vzorce povezane s potovanji. Več informacij je na voljo tukaj oziroma na povezavi med navedenimi viri. Podatke lahko filtrirate po valovih raziskav. Na voljo so informacije o namenu in destinacijah potovanj, dolžini bivanja, obdobju načrtovanega naslednjega potovanja, potovalni družbi oziroma s kom potujejo, povprečni potrošnji, vrstah zasebnih potovanj ter 5 najbolj priljubljenih načrtovanih destinacij. Podatke tržnega profila si lahko izvozite v PDF formatu. Sedaj si bomo ogledali naslednji primer. V stranskem meniju poiščimo vizualizacijo Sezonskost, intenzivnost in gostota turizma. Ta vizualizacija prikazuje razporeditev prihodov in prenočitev turistov čez leto ter obremenjenost lokalnega prebivalstva in območij. Prikazan je tudi Gini indeks, ki meri koncentracijo turističnega obiska. Nižja kot je vrednost indeksa, bolj enakomerno so prihodi oziroma prenočitve razporejene čez leto. Za podrobnejšo razlago lahko kliknete na gumb Gini. Podrobnejše podatke si oglejmo na primeru ene od vodilnih destinacij. Podatke lahko filtrirate po letu, vodilni destinaciji in trgu. Spremljate lahko podatke o sezonskosti prihodov ali prenočitev. Za primer izberimo leto 2024, Čatež in Posavje in Avstrijo. V spodnjih 4 poljih so prikazani izračuni Gini indeksa na podlagi različnih podatkov. V prvem polju je prikazan Gini indeks za prihode vseh turistov v Slovenijo,
v drugem pa Gini indeks za prihode vseh turistov na destinacijo Čatež in Posavje. Tako lahko primerjamo podatke za vodilno destinacijo s podatki za celotno Slovenijo. Spodnji dve polji prikazujeta podobno primerjavo, vendar za izbrani trg, v tem primeru Avstrijo. V zgornjem polju je Gini indeks za prihode avstrijskih turistov v Slovenijo, v spodnjem pa za prihode avstrijskih turistov na destinacijo Čatež in Posavje. Pri vseh poljih je na voljo tudi podatek o spremembi v primerjavi s prejšnjim letom, do katerega dostopate tako, da miško za nekaj sekund zadržite na izbranem polju. S klikom na gumb Sezonskost si lahko ogledamo še podatke po letnih časih in tako ugotovimo, v katerem obdobju je koncentracija prihodov največja. Grafična prikaza nam pomagata razumeti gibanje prihodov turistov po mesecih. Na zgornjem grafu so prikazani mesečni prihodi po letih. S premikom miške lahko za posamezen mesec spremljamo, kako se je število prihodov spreminjalo tekom let. Spodnji graf prikazuje mesečne prihode v izbranem in prejšnjem letu. Vijolična linija prikazuje rast prihodov po mesecih. Na desni strani sta prikazana zemljevida intenzivnosti in gostote turizma po vodilnih destinacijah. Intenzivnost pomeni število prihodov ali prenočitev glede na število prebivalcev, gostota pa število glede na površino destinacije. Temnejša barva pomeni večjo intenzivnost oziroma gostoto turističnega obiska. Podatki o intenzivnosti in gostoti so na voljo tudi na mesečni ravni. Če kliknete na posamezni mesec na grafu, se podatki na zemljevidu prilagodijo. Če si želite ogledati še kakšno vizualizacijo, v meniju kliknite gumb Kazalniki, da se vrnete nazaj na drevesno shemo. Poglejmo si na primer še podatke o zadovoljstvu z elementi turistične ponudbe. Ti podatki izhajajo iz raziskave Tuji turisti v Republiki Sloveniji, kjer se z anketnim vprašalnikom zbira podatke o značilnostih njihovega bivanja v Sloveniji in povprečni porabi. Do dodatnih pojasnil dostopate s klikom na gumb O viru oziroma si več preberete v metodoloških pojasnilih. Zbiranje podatkov se ne izvaja vsakoletno, anketa pa zajema tuje turiste, ki so v izbranem obdobju bivali v hotelih ali kampih. Vizualizacija prikazuje motive za obisk Slovenije in zadovoljstvo z elementi turistične ponudbe. V okviru izvajanja raziskave se zbiranje podatkov izvaja v 4 anketnih obdobjih. Izberimo za primer podatke za pomlad, raziskave v letu 2021 do 2022 za nemške turiste. Na grafu si lahko ogledate pomembnost posameznega motiva in zadovoljstvo anketirancev s posameznim elementom turistične ponudbe. Na desni strani so prikazani tudi najpomembnejši motivi za obisk ter elementi, s katerimi so bili turisti najbolj zadovoljni. Ogledate si lahko tudi tortni graf o splošnem vtisu, ki kaže, da ima več kot 3/4 anketirancev dober ali zelo dober vtis o Sloveniji. Pri prikazanih podatkih se lahko pojavi tudi posebna oznaka manj zanesljiv podatek, ki opozarja na manjšo natančnost podatka oziroma manjšo zanesljivost. Zadnja vizualizacija, ki si jo bomo ogledali, je ocena ogljičnega odtisa z zemljevidom. Vrnimo se nazaj na drevesni prikaz in jo izberimo iz seznama. Izračuni ogljičnega odtisa temeljijo na metodoloških izhodiščih CRP modela ogljičnega odtisa turistov, ki so ga razvili raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Več informacij in pojasnil je na voljo preko povezav. Podatke si lahko ogledate na nivoju občin, ZSST in vodilnih destinacij. Kot primer izberimo vodilno destinacijo Dolina Soče,
in leto 2024. Na zgornjem črtnem grafu si lahko ogledate trend ocene ogljičnega odtisa skozi leta. Ko se z miško pomaknemo nad posamezno leto, se prikaže vrednost izpustov. Z uporabo tipke Control lahko v filtru izberemo več destinacij in jih med seboj primerjamo kar na grafu. Na spodnjem desnem grafu so na enak način prikazani podatki po mesecih. Zemljevid omogoča še vizualni pregled podatkov, temnejša barva pomeni višje vrednosti izpustov. S tem smo zaključili s pregledom vizualizacij v središču NIST. Če si boste želeli posamezne dele videa ponovno ogledati, se lahko kadarkoli vrnete nanj preko gumba v stranskem meniju. V pojavnem oknu izberete gumb za ogled izobraževalnih videoposnetkov, ki vas pelje na podstran. Na tej strani je na voljo izobraževalni video, ki vam je lahko v pomoč vedno, ko niste prepričani, kako uporabljati posamezno funkcionalnost v središču NIST. Zdaj, ko ste spoznali nekaj osnovnih funkcionalnosti središča, vas vabimo, da ga podrobneje raziščete. Središče združuje podatke, ki pomagajo razumeti trende, vplive in priložnosti za trajnostni razvoj turizma. Z njegovo uporabo lahko sprejemate odločitve, ki temeljijo na podatkih in gradite prihodnost, ki je uravnotežena, premišljena in usmerjena v kakovost. Obiščite nist.slovenija.info. Dobrodošli v turizmu prihodnosti!